Hej, lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In če to spremljate kasneje, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je to všeč, seveda, in pa da tudi dodatno požene algoritem. Danes je sreda, 27. maj in trenutno nimamo nič še kaj tako novega, no. Se spomnite, kaj smo mi gledali včeraj? Mi smo gledali tole padajočo mejo, samo malo. Bomo pustili 15-minutni časovni interval trenutno na miru za danes, zaradi tega, ker vidite, kakšno cikcakasto volatilnost imamo. Mi gledamo tukaj zdaj 4-urnega in če se spomnite od včeraj, gledamo mi zdaj to. Če bomo mi naredili vzorec narobe obrnjenega Head and Shoulders in trenutno se nahajamo točno na tej meji, kjer bi lahko naredili tole desno ramo. In biki se bodo morali zdaj podvizati, da mi od tukaj naredimo odboj in gremo ponovno testirati tole padajočo linijo, ki je bila prej sestavni del našega kanala. Zdaj, kar se tiče dolgih, kratkih pozicij, vidimo tukaj, Bitcoin je več ali manj nevtralen, Ethereum vztraja tukaj dol v preprodanem območju in bomo videli, kako se bo tole obrnilo. Paziti je treba tudi tole skrito medvedjo divergenco. Sicer se je že začela izpeljevati in če ne dobimo mi zdaj enega odboja, bi mi lahko nadaljevali s padanjem naprej dol. In če padamo naprej dol, imamo seveda tukaj tole dno, ki ga lahko obiščemo, 74.500 in pa naprej še tukaj tole likvidnostno območje na okoli 73.500 in potem jih imamo seveda še naprej dol. Zdaj pa, če mi prebijemo tole padajočo linijo, potem nas čaka tukaj še eno veliko območje vseh tistih, ki so stavili na padec na okoli 78.700 in pa ta največje tukaj na okoli 82.500. Zdaj, ja, imamo še kar mirno obdobje, tako da večinoma ponavljam tisto, kar sem že prej rekel, ampak tako pač je. Poglejmo si zdaj še likvidnostna območja tukaj. Trenutno imam naštimano na 24 ur, včeraj smo pobrali še tole na 75.600, zdaj začelo se je nabirati tudi tukaj na 74.800. Bomo videli, če bomo šli še to naprej pobirati, ali bomo zdaj končno imeli odboj. In od zgoraj imamo stop losse vseh tistih, ki so stavili na padec. In praktično tako, kot smo mi označili na prejšnjem grafu, 77.000 in pa 77.600. No, mi smo tukaj označili na 78.700, se nekako ujema. Ni kaj precej novosti v primerjavi z včeraj, ampak kot sem že poudaril, zdaj smo mi tukaj na ključni točki, ko se morajo biki pojaviti, da mi izvedemo tale vzorec narobe obrnjenega Head and Shoulders. In seveda, da prebijemo mi tole mejo in gremo pobirati likvidnosti zgoraj. Poglejmo še Ethereum, tudi tukaj, nič kaj tako novega. Še vedno se borimo s tole naraščajočo mejo, samo malo. Ja.
Še vedno se borimo s tole naraščajočo mejo, ki smo jo zdaj za moment izgubili. In biki so jo šli testirati enkrat, dvakrat, trikrat in bili zdaj zavrnjeni. In zdaj trenutno izgleda, kot da bi jo lahko šli napadati še enkrat. In v tem primeru bi nas čakale likvidnosti zgoraj. Ta glavna, ki jo gledamo, je tukaj na 2800. Če pa mi nadaljujemo zdaj s padanjem, pa nas čakajo še vedno tukaj tele na okrogli meji 2000 in pa 1950 in potem seveda bi lahko padali tudi naprej dol. Ta glavna stvar, ki jo je treba zdaj opazovati, je Nasdaq. Nasdaq kar lepo raste naprej gor, ampak mi očitno zdaj delamo tukaj očitno medvedjo divergenco. To sem že opozoril. Imamo vrh in pa višji vrh. In tukaj spodaj pri RSI-ju imamo vrh in dela se nam nižji vrh. Tako da to bo treba paziti. Če se bo ta medvedja divergenca na dnevnem časovnem intervalu izvršila, potem lahko gremo testirati tole naraščajočo linijo od tega kanala, v katerem smo bili kar precej časa. In če se to zgodi, potem lahko to tudi precej vpliva na kriptovalute. Samo spomnite se tukaj, te tri male rdeče svečke, kako je takrat vplivalo na kriptovalute. Smo imeli kar velike pace. Tako da to bo treba paziti. Zdaj seveda, če bo še kaj karkoli zanimivega, bom to dodatno obveščal preko Patreona. In če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In če to spremljate kasneje, se seveda ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In pa priporočam se tudi za kakšen všeček, da dodatno požene algoritem, pa tudi komentirajte spodaj, zelo rad podebatiram z vami. Tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.